njegove dejavnosti, s katero se je zelo veliko ukvarjal, je ponarejal dokumente, s katerimi je spravljal ljudi čez mejo. S fotografij, ki so jih ljudje puščali na grobu svetega Antona, kot jih puščajo danes pri Mariji Pomagaj na Brezjah, je skušal prepoznati čim večjo podobnost med tem, ki je moral pomagati, in tistim, ki je prosil za Božjo pomoč. Jo je na nek način povezal, njuno prošlo, in mu je odlično uspevalo. Messaggero oziroma tehnika tam je pa pomagala, da so te stvari naredili zelo dobro in spravili na stotine ljudi v Švico. Zanimivo pa je tudi, da sta bila tam v istem času dva frančiškana. In sicer pater Fortunat Zorman, ki je po posredovanju škofa Rožmana dobil dovoljenje za duhovno oskrbo v taborišču. Sem poznal patra Fortunata, ampak se ne spomnim nikoli, da bi govoril o tem. Je pa tudi on potem desetletja vodil Ave Marijo, najstarejši list Slovencev v tujini, ki je dočakala dobrih 100 let, ta Ave Marija. On je bil dolg časa urednik. Je pa zanimivo pričevanje slovenskega pisatelja Stanka Kocibra, ki je 24. junija 1998 umrl v Argentini in je v knjigi spominal, kar sem živel je naslov, ki jo je napisal kmalu po vojni, je objavil pa še 96 v Ljubljani, zapisal tole. Kadarkoli se bodo bivši padovski interniranci spominjali svojih mesecev in let v taborišču in s tem nujno tudi samopomoči. Samopomoč je bila nekakšna dobrodelna organizacija znotraj taborišča in seveda sodelavci zunaj za pomoč vsem tistim, ki jim je bilo treba reševati življenje zaradi lakote in bolezni. Samopomoč. Naj izmolijo tudi očener za mirni počitek blage duše študentke medicine Marije Slapšakove. Druga Slovenka, ki je bila vključena v to verigo poguma, ljubezni in dobrodelnosti. Je bila zunanja tajnica samopočitka, katero interniranci še vedeli niso. In pravi, samo 3 ognjenemu temelju plemenitih dejanj, patra Fortunata Zormana, patra Placida Cortezija in Marije Slapšakove se bodo morali nekoč jugoslovanski narodi, takrat, ko je to pisal, je bila še Jugoslavija, zahvaliti, da jim je padovansko taborišče v 14 mesecih, dokler sem bil tam in tako vodil kontrole, izmed več kot 10.000 interniravcev, koliko je bilo prometov narekovanja, iztrgalo samo 53 življenj. Kakršnakoli primerjava z žrtvami v drugih taboriščih je odveč, pravi Stanko Kociper v tem, kar sem živel na strani 30. Drugi pa spet frančiškan, pater Atanazij Kocijančič, Fortunat Zorman, Gorenc, ki je potem, ko je moral zapustiti taborišče, bom potem povedal zakaj, opravljal pastoralo na Gorenskem, gor od Radovljice naprej, po župnijah, ki so bile izpraznjene duhovnikov. Skratka, pogumen mož. Majhen. Po rasti majhen, ampak izjemno pogumen. Atanazij Kocijančič je pa Istrijan. In je bil leta 40 najprej sanitetni vojaški kaplan
Na to pa 3 leta kurat vojnih in civilnih internirancev v kraju blizu Treviza in Padove. In tu se je srečal z interniranci različnih narodov in veroizpovedi iz Jugoslavije ter jih oskrboval s hrano. In zanimivo, ne pa tisto. Ker so ga tožili, je moral na zagovor v Rim, na frančiškansko generalno kurijo. Ampak kurija je bila zanj premalo, je prosil za sprejem pri papežu. In srečal se je s papežem, mu opisal razmere v taboriščih in ga prosil za živilske bone, za internirance. In papež mu jih je dal. Ni sicer podatka koliko, ampak dovolj. Dovolj, da če bi jih nesel sabo, bi bil sumljiv. Ker je bil izjemno preudaren, skoraj bi rekel malo zvit. Je vedel, če bo on to nesel sabo na vlaku, bo prišla policija, ga pregledala, našla bone, bodo šli boni, on pa tudi bo hvekal. Zato je bone poslal po pošti, sam je šel pa z vlakom. In so boni in on prišli v Padovo. Čeprav so ga na vlaku dejansko preiskali policisti. Skratka, pater Atanazij, ki je svojo preudarnostjo in z najdivanjem odgovorov pomagal tem ljudem in mu je uspelo priti do papeža in opisati razmere v teh taboriščih, se je na vsakem koraku manjkalo hrane. No in pater Atanazij je pa sam pripovedoval o svojih izkušnjah z patrom Placidom in moram priznati, da je to praktično več kot 30 let, sem jaz takrat poslušal tako kot zeleni mladenič z enim ušesom. Pa se spomnim, zlasti tega ne. Kako je pater Placid ves čas pazil, da svojih sodelavcev ni spustil preblizu, da bi jih nacisti odkrili. In ko je začutil, da so nacistični policisti prišli v bližino te skupine, ki ni vedela ena za druge, ena skupinca za drugo skupinco, skratka, izjemno pametno organizirano, jih je napodil do beseda. Čeprav so hoteli še pomagati, ostati z njim, jih je napodil. In na ta način obvaroval življenje. Vsi so ostali živi. Pater Atanazij je umrl 96, mislim, na Kopru, pater Fortunat Zorman v Ameriki v 90-ih letih, da je umrla Majda, kardiologinja, nisem čisto siguren, ampak tudi proti koncu stoletja, skratki obvaroval je življenje, da so ti ljudje naredili še veliko dobrega. Njega so pa dobili. Ebrej je gospa Manica postavila vprašanje, kje je pater Placid zajemal za to dejavnost. Mislim, da je izredno lepo opisano v tej knjigi. V njegovem bivanju mesec dni v zaporu. Kaj je delal? Molil in molil in molil in ponavljal, nikogar ne poznam, nikogar ne poznam, nikogar ne poznam in spet molil in molil. Spet
ena naveza zaupanja in moči iz Boga in njegove bližine. To se mi zdijo tako lepe naveze v življenju teh ljudi, teh mladih ljudi. Pater Gnas je Novomašnik, Pater Fortuna praktično Novomašnik. Ti tri so bili študentke. Pater Plancik, pravzaprav na začetku življenja. In ti mladi ljudje so znali skati to zavezo dobrote, poguma, to je izjemen pogum, in zaupanja, ljubezni. In so reševali tisoče. In hvala Bogu, da vedno bolj stopa Pater Plancik s svojim delovanjem v prostor. In če so mu dali priznanje, že Angleži, če so mu dali neko priznanje, tudi Poljaki, ne bi bilo nič narobe, če mu damo priznanje tudi Slovenci. Če država ne bo tega zmogla, to lahko naredimo mi z primernim odnosom do njega, s hvaležnostjo za njegovo delo in spoštovanjem do tega mučeniškega svetniškega lika. Hvala, da ste tudi povdarjali to mladost in mlade ljudi, ki so bili tako pogumni in odločni, so tudi vedeli, kaj je prav. Mislim, da so danes kar velika zagata. Pa bi se tukaj navezala, gospod Pater Milan Načkov izpostavil za priznanja. Minoriti vendarle že nekaj, ste postavili tudi že nekaj spomenikov, nekaj zunanjih obeležij, če bi tukaj začela s tej strani. Ja, hvala lepa za besedo. Tako, tudi je bilo povedano, se pravi, Pater Cortese je bil minorit, ker je bil doma na Cresu in tam so bili v tistem času v minoritskem samostanu italijanski patri, zato je tudi kot semenišnik odšel v Padovo in pozneje tudi na študij v Rim, Serafikom. In kot je bilo rečeno, je glavno potem njegovo delo bilo, da je vodil tiskarno Messaggero v Padovi. In lahko rečem, zanimivo, ko sem razmišljal v teh dneh o njem, da ga lahko primerjamo s svetemu Maksimiljanu Kolbeju. Veliko smo tudi v Sloveniji govorili, pa govorimo o svetem Maksimiljanu Kolbeju, učencu ljubezne, za časa druge svetovne vojne, ko je bil pripravljen darovati svoje življenje v taborišču v Auschwitzu. In nekako je podobno življenje tudi Patra Corteseja. Oba sta študirala v Rimu, v Serafikom, v istem kolegiju. Kolbe vemo, da je potem v Niepokalanovo na Poljskem ustanovil vojsko brez mladežne, se pravi samostan, in pa imel veliko tiskarno, v kateri je tiskal velike naklade časopisov in opozarjal na nevarnosti, ki jih prinaša sistem, ki je prihajal na oblast. In dejansko so ga potem tudi zaradi tega prijeli, pripeljali taborišče in je tam daroval svoje življenje. Cortese prav tako, se pravi, ko sem bral te stvari, je v tem časopisu prav tako veliko govoril o nevarnostih, ki so bile prisotne. Mogoče tudi, se pravi, te mlade študentke, dekleta, ki so prebirale Messaggero, so mogoče ravno tudi preko tega začutile, da bi pa ta pater mogoče lahko bil tisti, ki bo razumel, za kakšne stvari gre, za kakšne nevarnosti in na kakšen način lahko pomaga. In vidite, Maksimilijan Kolbe je poudaril 3 stvari. Je dejal, v življenju se je potrebno pripraviti na delo, delo dobro opraviti in temu sledi žrtev, daritev življenja. In tako je tudi sam storil in dejansko tudi pri Corteseju vidimo te 3 faze, se pravi priprave, potem samega dela in pa tudi daritve.
kot ste prej že govorili, se pravi, kje je črpal moč. Pri Kolbeju vidimo, da to moč v celici smrti, ko je tam tiste svoje kolege, s katerim bil skupaj, kako bodril, so skupaj molili, se je slišala pesem, pravijo pričevalci iz te celice smrti. In tukaj tudi imamo lepo zapisano, kako je torej Cortese več čas imel rožne vene z grofi, da je molil, se pravi, tukaj je bila tista njegova moč molitve in povezanosti z Bogom, ki mu je dala to, da je lahko premagal vse te trenutke trpljenja, ki so bili težki. Dejansko sta tudi oba končala potem, lahko rečemo, v krematoriju, nobeden nima groba, oba sta dejansko brez groba, kjer bi bila pokopana. In kot zanimivost je to, da seveda v prejšnjem času, tudi v našem listnem redu se je zelo poudarjal Kolbe, manj pa je dejansko bil izpostavljen Cortese. Ampak torej na Cresu je bil doma tudi naš nekdanji generalni minister, Pater Vitale Bon Marko, je prav tako prihajal iz Cresa, bil potem Padovi provincial, pozneje generalni minister, na koncu potem nadškof v Gorici. On je potem dejansko, koliko me je poznano, resnično dal to močno pobudo, da se tudi izpostavi Corteseja, njegovo življenje, njegovo daritev, vse to, kar je storil, njegovo pričevanje. Da je on dejansko tudi bil močenec ljubezni, tako da je Pater Vitale Bon Marko gotovo v Padovanski provinci tisti patrov, ki je največ storil za to, da o Corteseju govorimo danes tudi. In seveda slovenski minoriti smo na podlagi te prve knjige, ki je bila napisana o njem, se potem tudi potrudili, da smo jo prevedli v slovenski jezik, ki je šla potem slovenščine tudi pred leti. Potem pa kipar Viktor Gojkovič iz Ptuja je izdelal dva doprstna kipa, eden je postavljen na Ptujski gori, drugi pa v Sostrem v cerkvi svetega Lenarta, tako mogoče tretji pa je v Padovi, tako tretji pa še je v Padovi, tako da so torej tu nekaj znamenja, ki opozarjajo na njega. Smo pa tudi po tem tistem času se kar malo bolj angažirali tudi v naši reviji, predstavili njegovo življenje in dejal tako, da mogoče zadnje čase spet nekoliko manj, letošnjo leto, torej po zaslugi gospoda Jurta Jevnikarja, smo imeli tudi skupno romanje, bi tako rekli, po poti Corteseja, smo bili skupaj v Trsto, kjer smo obhajali sveto mašo z brati iz Padovanske province, ki so potem šli še naprej na Cres, kjer so nadaljevali potem srečanje tudi tam, na samem mestu njegovega rojstva, začetka življenja. Tako da bi dejal, da je dejansko res Cortese zelo aktualen v današnjem času. Se mi zdi, da je svet danes zelo podoben, marsikje temu stanju, kar je bilo tudi v Padovi, in so potrebni takšni možje, žene, ki zmorejo pomagati ljudem, ki so v hudih stiskah, in ne samo, da je prikrošnik, bi lahko rekli, ampak tudi nekako tisti, ki ga lahko marsikdo vzame za svojega zavetnika, pa tudi prikrošnika, ko se znajde v takšni situaciji pomoči potrebnim ljudem raznih teh konfliktih, v katerih se nahajamo. Tako da mogoče res, če bil prej mogoče nekoliko ozadje, mogoče pa je ravno zdaj tisti njegov čas, da lahko izstopi in nekako marsikomu da poguma in moči za pomoč. Kako pa poteka beatificacija? Torej, stvari so takšne, da sedaj se čaka na čudež, ki bi moral biti, da bi seveda lahko bila ta stopnja. Sicer pa sedaj v Patri razmišljajo
razmišljajo tako, da bi mogoče obrali enako pot, kako pri svetem Maksimiljanu Kolbeju. Torej, pri Kolbeju se je potem sam proces spremenil, da je bil razvrščen za učenca ljubezni, ko torej ni potreben čudež, in tudi tukaj sedaj torej, se razmišlja v tej smeri, da bi se torej, predlagalo to pot, da ga razglasijo kot učenca ljubezni. Če nam lahko postavite Patra Plačiga in dogajanje v zgodovinski okvir. Lepa hvala za besedo, gledni goste, prav lep pozdrav vsem. Že mnogokrat in ob zelo različnih priložnostih je bilo povedano, da je bilo v 20. stoletju veliko zahtev, gibanj in najrazličnejših tudi skupin, ki so se zavzemale za priznavanje in uveljavitev človekovih pravic. Različne gibanja, različne akcije za osvoboditev tako narodnih skupnosti ali posameznih stanov, a je vendar prav v tem stoletju prišlo do takšnih in tako velikih kršitev in nasilja do posameznikov in tudi raznih skupin, da se človek res lahko samo čudi in strmi. Trije totalitarni režimi, za katerimi so stale bolj ali manj izoblikovane ideologije, so vsak po svoje krojili usodo množicam ljudi in na različne načine kazali, da je človek takšen ali drugačen zaradi ene ali druge značilnosti za njihove cilje nepomemben in ga je potrebno izločiti. Načrtno so uničevali narode, stanove, manjšine. Razvili so prave tehnologije in nove tehnike za uničevanje. Pred izločanjem in uničenjem pa so storilci dali duška svojim najbolj podlim težnjam vsega. Na dan je prevrilo vse tisto, kar je bilo v njih slabega. Gre res v veliki meri za stoletje nasilja nad človekom in naravo. V takšnih strukturah in ideologijah je bila cilj sovražnosti še posebej cerkev. V tem času je cerkev ponovno postala cerkev mučencev. Posebna značilnost stoletja je postal obseg ali število kristjanov, od katerih se je zahtevalo pričevanje do konca, to je pričevanje do krvi. Preganjanje vernikov so prinesla obilno žitev mučencev v raznih delih sveta, je zatrdil papež sveti Janez Pavel II v svojem dokumentu ob začetku novega tisočletja. Zatrdi dalje, da je takšno število prineslo s seboj, da so mnogi ostali nepoznani, kot neznani vojaki za božjo stvar. Preseneča različnost mučencev, ko govorimo o njihovih življenjskih poteh in stanovih. Med njimi so bili škofje in duhovniki in redovnike in redovnice, laiki, moški in ženske, mladi in starejši, obrtniki in kmetje, delavci in umetniki in tako naprej. Govorimo o desetinah milijonov žrtev. Le redki narodi so v ohranjanju spomina na žrtve teh sistemov posvetili sistematično skrb. Pri nekaterih ni bilo možnosti, pri drugih je zmanjkalo volje, pri tretjih pa je govorjenje o žrtvah postalo, nam je dobro poznano, drugorazredna tema. Gre za pomemben del cerkvenih občestev, a tudi narodne zgodovine in narodnega telesa, ki ima kaj povedati rodovom, ki prihajajo za njimi. Seveda,
če je narodna skupnost pripravljena prisluhniti njihovemu glasu. S pogledom na zgodovino cerkve zato lahko ponovno govorimo o cerkvi mučencev. Naša cerkev svojim članom, ki so dali življenje za drugega, da bi preprečili zlo, daje posebno priznanje. Ker so bili zvesti svojemu učitelju, njegovim besedam, njegovemu ravnanju, jim pripada ugledno mesto v občestvu verujočih. Pokazali so in dokazali so, da je mučeništvo živa in resnična udeležba pri Kristusovem delovanju in njegovem darovanju. Že od prvih časov krščanstva in vse do naših dni, v 20. stoletju, je bilo veliko mučencev v raznih delih sveta. Za nekatere so bili začeti postopki, da bi bili tudi uradno priznani kot mučenci. Za množico se to ne bo zgodilo. Kakšen od teh postopkov pa se bo končal tudi neuspešno. Ob našem današnjem srečanju in teh trenutkih stopa pred nas v naše oči nad redovnik Minorit pater Placid, ki je bil že po svojem poklicu glasnik miru in odpuščanja in sprave. In svoj poklic glasnika miru v cerkvi in družbi je vzel zelo zares. Mnogi v cerkvi takrat niso imeli tolikšnega poguma, da bi šli tako daleč. Bil je pripravljen pomagati ljudem, ki so se znašli v različnih oblikah stiske. Ni bil pripravljen sprejeti razlik, ki so jih med zapornike v koncentracijskem taborišču uvali od zunaj, v smislu delitve na naše in ne naše, na več vredne in manj vredne in podobnih merilih. Hkrati je bil pripravljen za vsako ceno ohranjati skrivnosti, ki jih je izvedel pri upravljanju svojega poslanstva, in ni želel, da bi zaradi njegove zgovornosti bila izpostavljena življenja drugih, da bi bili drugi življenjski nevarnosti. Zato povsem upravičeno govorimo o njem kot mučencu zaradi ljubezni do bližnjega in molka pred krvniki, kot je zapisal gospod Ivo Jevnikar v svoji besedi. Bil je pripravljen darovati svoje življenje, da bi bila rešena in ohranjena življenja drugih. Za svojo zvestobo izpovedanim vrednotam je bil pripravljen iti do konca. Iz tega notranjega nagiba je ob sodelovanju sobratu duhovnikov in laikov, kljub številnim oviram in preprekam, razvil vrsto oblik pomoči, ki je bila rešilna za mnoge. Dobesedno je reševal življenje, ko je prinašal hrano, zdravila in obleko, minimalno medicinsko pomoč, pošto. In k svojemu globoko človeškemu in krščanskemu delovanju je uspel pritegniti vrsto ljudi, o čemer prihajajo informacije na svetlo šele sedaj. Pater Placid izstopa po svoji zvestobi osebnim življenjskim izbiram in doslednosti poje za učiteljem, s katero se je srečal v šoli svetega Frančiška. Zanj med ljudmi ni bilo razlik. Vsakem je gledal Božjega otroka, krhko človeško bitje, ki je nosilo Božjo podobo in je od njega pričakovalo sočutje in usmiljenje in bratski pogled. V razmerah, v katerih je bila gibalna sila vsega dogajanja sila, prisila, maščevalnost, nebrzdano sovraštvo, povsem iracionalno divjanje in iskanje poti za uničevanje človeškega dostojanstva in navsezadnje življenja, lik patra Placida izstopa kot nekaj skoraj irealnega, nekaj nemogočega. Povsem nasprotju vsakodnevnim utripom
in načeli ravnanja, ki so veljala takrat. Bil je v resnici nekaj drugačnega, a vendar človeškega v polnem pomenu besede. Tudi zaradi njegovega delovanja in njegovega darovanja je svet postal boljši in niso prevladale sile teme, zla in sovraštva. Papež Frančišek je ob srečanju z ljudmi, ki sodelujejo v različnih postopkih za priznanje mučeništva pretekli četrtek, poudaril, da so mučenci ljudje, tu navajam njegove besede, katerih najdemo značilnosti popolnega učenca, ki je posnemal Kristusa, ko je zanikal samega sebe in vzel svoj križ ter svojo ljubeznijo, sem pokazal odrešujočo moč svojega križa. In papež Frančišek je še dodal, da bi bili svetniki, ni dovolj le človeški trud ali osebno prizadevanje za žrtvovanje in odrekanje. Predvsem je treba dopustiti, da nas preobrazi moč Božje ljubezni, ki je večja od nas in nas naredi sposobne ljubiti celo bolj, kot smo mislili, da smo sposobni. To naredi Božja ljubezen do nas. Vse to gledamo na podobi patra Placida, njegovega ravnanja v okolju, kjer nekaj takega ni bilo samo po sebi umevno. Nekaj dodatnega upanja, da bi lahko bil postopek za prištetje patra Placida med mučence še prej uspešno sklenjen, odpira nova pot izvajanja postopkov za priznanje mučeništva, ki jih je prav pretekli teden predstavil papež Frančišek. Današnji dogodek pa nam kaže tudi, da so bili kristjani na zahodni meji našega narodnega telesa povezani, da so sodelovali na mnogih področjih življenja in da politične razlike ali narodnostne razlike tudi, ki so se poudarjeno kazali od konca 19. stoletja dalje, niso povsem uničile njihove človeške in krščanske podstati. Slovenci, ki so bili v ideologiji fašizma ocenjeni za manj vredne in so bili predvideni za izničenje, so v patru Placidu našli branilca in zagovornika, pomočnika v stiski, da jim je bil pripravljen pomagati kljub tveganju lastnega življenja. V njem in vsaj nekaterih je bil Jezusov glas za spoštovanje in ljubezen do bližnjega močnejši, kot je bil glas glasnikov sovraštva, oznanjevalcev razlik, strukturnega zla in nebrzdanega poudarjanja več prednosti drugih. V cerkvi, ki je tudi človeška ustanova, je moč najti ene in druge. Za trajno pa so se v zgodovino zapisali tisti, ki so bili glasniki dobrega in ne zla, pozitivnega in ne predsodkov, zmagovalci razlik in ne njihovi ustvarjalci ali poudarjevalci. Pater Placid je razlike premagoval in iskal predvsem dobro, pozitivno, človeško, s čimer je zelo zgovorno začrtal boljšo prihodnost in upanje v zmago dobrega nad zlom. Naj za konec spomnim na besede, ki nam jih je izrekel papež sveti Janez Pavel II. Ob svojem prvem obisku pri nas, ko nas je nagovoril v Stožicah. Takole je takrat nam dejal v tej množici, ki se je zbrala ob njem. Vaša krščanska skupnost je bila v zgodovini izpostavljena težkim preizkušnjam, nedavno tudi grozotam obeh svetovnih vojn. Kako naj bi pozabili na nasilno komunistično revolucijo?
Trpljenju, ki ga je povzročila tuja okupacija, se je pridružila še državljanska vojna, kateri je brat dvignil roko nad brata. Božji služabnik Lojze Grozdej je samo ena izmed neštetih nedolžnih žrtev, ki visoko dvigajo palmo svojega mučeništva kot neizbrisen spomin in opomin. Škofe, duhovnike, redovnike in lajke so med vojno in po njej zapirali, jih mučili, izseljevali in tudi nasilno morili. Vsi ti zdaj prosijo Boga za spravo, za mir in za slogo med vsemi člani vašega naroda. Konec navedka. Zvestoba evangeliju in prizadevanju za spoštovanje človekovega dostojanstva vsakega človeka, tudi do sprejetja skrajnih posledic, je bistveni sestavni del zgodovine naše cerkve. Mučenci so bili in so ugledni člani naših krščanskih občestev in del celotne cerkve. Z njimi in po njih smo povezani veliko občestvo tistih, katerih imena so že zapisana v knjigi življenja. Hvala. Ste nas kar malo premaknili v nek drug čas. Hvala. Ivo Jevnikar, vi ste napisali izjemno spremno besedo, to knjigo, v kateri ste vso čustveno zgodbo vse skupaj postavili v zgodovinski okvir. Pa bi mogoče vas prosila, če sedaj še izpostavite kakšno stvar, ki se vam zdi pomembna, kaj mogoče nismo, in pa predvsem ne smemo pozabiti tudi na druge žrtve, ki so bile takrat skupaj z patrom Cortesejem. Prosim. Lepa hvala. Lep pozdrav seveda tudi sam. Še lepo pozdravljam in se zahvaljujem za sodelovanje. Seveda povedano je bilo zelo veliko že, bi lahko še veliko, o patru Corteseju je šlo že nekaj knjig. Temeljna je tista, ki je pater Apolonio Totoli napisal na spodbudo patra Bob Marka. Pater Bob Marko, ki je imel skupnega s Cortesem, kot smo slišali to, da je bil rojenac, bil minovit in urednik Messaggera, tudi sam. Ko je kot goriški načkov vstopil v pokoj, si je zastavil za cilj, da skuša doseči beatifikacijo tega svojega ožjega rojaka, stanovali nekaj 10 metrov daleč v mestecu Ceres. In kot prvo stvar je naročil patru Totoliju, ki je takrat delal v Trevizu, naj napiše biografijo. Je rekel, da začnemo nekaj, moramo imeti vse njegovo življenje in tako dalje, ampak vedeli niso skoraj nič. Mene je pater Bob Marko poznal, ukolikor smo imeli navado takrat na našem državskem radiju, da za Božič obiščemo vse škofe našega obmenjega področja, da v slovenščini voščijo našim ljudem. In sem šel tudi Bob Marko, potem sem skoristil tudi odnos rekoma. Jaz sem se zdaj že nekoliko zanimal in se je zapomnil. In potem, ko je Totoli naročil, naj piše knjigo, rekel, ti mu moraš pomagati. In kar sem do takrat zbral, sem mu dal in smo skupaj potem malo raziskovali. Potem je res stopil v tek ta beatifikacijski postopek in sem bil v zgodovinski komisiji in to se je, raziskovanje se je nadaljevalo, zdaj je pozicijo, to je tista že bila knjiga, ki je temelj za postopke, je obsega zelo številne dokumente, ampak sedanji lice postulatov, pater Legioni, ki je zdaj pred kratkim izdal še eno knjižico, še vedno nadaljuje, je angažiranega zgodovinarja, ki je bil en mesec v Berlinu v arhivih, da bi našel kaj, ni našel nič. Je bil v Rimu, je bil v Ljubljani in tako dalje, ampak prav o zadnjih dnevih in v zadnjem obdobju se dobi zelo malo. Upa se, da so Rusi odnesli kakšne dokumente z Berlina, Boh ve kje, da so, kajti
oktober, november 1944 je nacistični aparat deloval še zelo dobro in so gotovo poročila šla iz Trsta na različne naslove. Berlin, Salzburg ali italijansko vodstvo nacistične policije tam okoli Verone in tako dalje. Tako da upanje ni izgubljeno, ampak zaenkrat zadnjih dokumentov ni. In tukaj se seveda postavlja vprašanje, zakaj je bil aretiran. Deloval je od leta 1942 v korist Slovencev, internirancev in tako dalje. Potem po razpadu Italije, ko so bežali iz taborišč, bodisi civiliste, pa tudi ogromno zavezniških vojnih ujetnikov v Italiji, do 70,000 Angležev, Američanov, Novozelandcev, Južnoafričanov in tako dalje v taboriščih. To se je, straže so zbežali seveda pred Nemci in ti ljudje so iskali pomoč. In veliko jih je bilo ravno v Venetu, okoli Padove in tako dalje in vsem tam je pomagal. Potem Judom, ko so prišli Nemci v Italijo, so začeli uničevati tudi judovsko skupnost. Ampak tisto, kar je za nas posebej zanimivo, ja, še nekaj, češka vojska, recimo, vladna vojska na Češkem, so jo nacisti preselili v Severno Italijo, ker ni bila zanesljiva. Ampak ti Čehi so rekli, mi se ne bomo borili proti italijanskim partizanom. Želimo tukaj preživeti do konca vojne po možnosti. In so tudi oni našli pot do Cortese in je ta posredoval z vodstvom italijanskih partizanov, da so dobili neko možno sožitje, modus vivendi, recimo. Potem piše njihov tako eden izmed njihovih kuratov, čeških, ki je bil potem profesor v Italiji, v Rimu, na nekateri papeški univerzi, pater Irži Veseli, ki je umrl pred 10 leti, on napisal knjigo o tem in je posvetil pastirju naših katakomb. To je posvetilo knjigi. Kar je za nas zanimivo, je, da so ti stiki Slovenci, zaradi katerih mi lahko smatramo tega, če bo postal Blažen in potem svetnik, da je tudi naš svetnik. On je umrl tudi zaradi nas. Prvi, ki je pisal o njem med Slovenci, je bil dr. Vojko Arko, ki je bil kot sošolec na gimnaziju v Ljubljani strašno zaljubljen v Majdo Mazovec. Ampak ona je rekla, jaz sem zaročena medicino. Pika. Vsak način znašli sta se oba padali. On je bil sicer že končal pravo v Ljubljani, bil je četnik po Grčaricah in vsem, kar se je takrat mozlil, kar se je zgodilo. Je presodil, da je vse skupaj brezupno in je šel v Padovo študirati naprej in je potem končal še politične vede v Padovi. In se je tudi on znašel v tej druščini ob Patru Corteseju. In on mu je leta 1967 v zborniku Svobodne Slovenije posvetil eno zelo lepo poglavje, v katerem opisuje to, kar je on vedel. Ampak kot je vam povedal pater Atanazij, Cortese imel razne sodelavce, ki drug za druge niso vedni, s tem so bili zavarovani nekako. Cortese pa je Arka uporabil tudi v stikih, ki jih je imel z nekaterimi očitno bivšimi interniranci, ki jih je spoznal v taborišču, ali kaj, ki so se potem pridružili omrežju obveščevalcev nekomunističnih, skupina Vautnika in tako dalje, ki so Angležem pošiljali informacije. In on je v tem sodeloval. Ne moramo reči, da je bil Cortese, kot bi kdo rekel, da je bil angleški špion, kaj takaj, kot bi, recimo, kakšen režimski zgodovinar lahko nekoč napisal. Ampak ti prijatelji jim je pomagal. Je postala ena javka tam v samostanu, ko so hodili v Švico in tako dalje. In po mojem je bil aretiran zaradi tega, ker ko so Nemci odkrili to skupino, ki je v Trstu imela tudi eno oporišče močno, najprej veste, da so Vautnikovo omrežje uničili v Zagrebu, potem so bile aretacije v Ljubljani in septembra, oktober 1944 Trstu in okoli. Nemci so aretirali čisto vse, ki so imeli katerikoli stik z vodjem te skupine, to je bil štajerski časnikar ali novinar Jože Golec, spet tega drugega duhovnika, Januša Golca, to je duhovnik Margaritu pri tej skrbi. In so aretirali tiste, ki so bili res njegovi sodelavci, take, ki so se pojavili na njegovem domu, ker je bila zaseda, ali so bili znanci in tako dalje. In seveda se je začela ta preiskava.
Jaz pravim, da je bil aretiran v tej zvezi, ker so jo pripeljali v Trst, da preiskava je bila v Trstu, če bilo samo zaradi zavezniških vojnih ujetnikov, drugih bi bila raziskava padala, verjetno, pa so pripeljali v Trst in isti zasliševalec, neki Cimer, ki je pa živel, vojno, dolgo še živel, je zaslišal in njega in druge. To imamo pričevanje recimo Iva Gregorca, ki je bil Ljubljančan, ki je potem živel v Švici, ki je zadnji, ki ga je srečal, kot zelo mlad fant. Ko so čakali na zaslišanje, bil že Padre Cortez je popolnoma uničen. Vsi prsti so bili polomljeni in tako dalje, krval, ga je komaj prepoznal, Padre Cortez ga je spoznal in mu je rekel samo to, molči in moli. To so zadnje besede znane Padre Corteza. Torej, takrat, ko je bila potem ta skupina še v Trstu aretirana, glavni je bil pač ta Jože ali Jojo Golec, o katerem veliko piše Ravnik v svojih spominih, pa tudi v drugih knjigah. Ravnik je omenil v svojih spominih, da je ta Jojo Golec, da je obstal kot okamenel v Trstu, ko ga je dosegel kurir in mu rekel, v severni Italiji je bil aretiran pater, pazi. In da je začel pripravljati vse za beg, je prišla Gestapo, da je tako dalje. Iz tega podatka bi se gledalo, Bravc bi lahko sklepal, da je Corteza govoril, če bil najprej aretiran Corteza, potem so sledili aretacije v Trstu, da je pač on spregovoril. In ravno ta Arko, ki je napisal prvi zapis o njem pred strani, rekel, to sploh ne drži, kajti Padre Cortez je bil aretiran 8. oktobra 1944, in že 14 dni prej so bile aretacije v Padovi, Benetkah in tako dalje. Torej, je ta sum, ki bi lahko nastal popolnoma ovrgel in dokumentiral. In to je tudi iz zahodniških registrov v Trstu in tako dalje. Torej, ampak takrat je prišlo do teh številnih aretacij. Najprej so plačali s svojim življenjem 3 člani družine, pri kateri je v Trstu živel ta Golec. On je bil delal v Mariboru. On je živel pri družini Šibenik, so bili primorski migranti pri Mariboru, potem spet v Trstu in tako dalje. On je živel tam in so Nemci aretirali in 10. novembra ubili in sežgali zakonca Matija Šibenika in Frančiško Lenarca Šibenik in hčerko Matildo Litilko Šibenik Razboršek. Ostal je samo 8-letni sinček Andrej, se je dali v neko sirotišnico, potem je prevzela na soseda in on še živi v Belgradu in deloma v Švici in se spominja marsičesa. Jaz sem ga peljal na Trg Oberdan v stavbo, kjer so bila zaslišanja in rekel, tukaj je bil Cimer, je mamo zasliševal. Torej, v otroku marsikaj ostane. Potem 22. novembra so Nemci ustrelili na občinah, ampak se žgali v Žarni 2 sodelavca Gorčeva, Slavko Zelen je bil eden, to je brat slovitega vojaškega voditelja Tigra, Danila Zelena, in Tugomir Sušnik, to je stric današnjega živečega akademskega slikarja Tuga Sušnika. Potem 15. novembra so, očitno se takrat končala preiskava in so poslali v Dachau ali Buchenwaldcev kup resničnih ali domnevnih sodelavcev, recimo spet duhovnik Petr Šovlej, ki se je poznali v Trstu verjetno. V Ljubljani je bil tudi katehet Petr Šovlej, ampak ni isti, da je primorski tolminski duhovnik. Slikar Zoran Mušič, ki je takrat živel v Benetkah. Sodelavci Slovenskega Rdečega križa, Ivo Bole, že omenjeni Ivo Gregorc, sin generala majstra Hrvoj, njegov brat Bolut, pa je šel samo na prisilno delo, na taborišče. Jože Burja, ki se je potem iz Argentine vrnil, Jože Šibenik, torej brat iz tiste družine, ki je bila popolnoma uničena. Vsi ti so preživeli. Pozneje, 28. novembra in 2. februarja so nekaj dodatnih posameznikov poslali v Mauthausen, ki je bil najhujši med temi taborišči na Štufe-Daj. Odvetnik Slavoj Slavik, sin znamenitega tržaškega politika, spet duhovnik, po poklicu duhovnik, Anton Duhovnik iz Medvod.
in oba sta umrla v Mauthausen in en bolnaški častnik Rudolf Pogačar, ki je preživel, ampak zelo bolan. Nekaj, ampak zelo malo aretirancev so izpustili, ker so jih slučajno ulovili, oni so imeli zasedo, ko so prihajali tja, so vse aretirali. In šele 4. aprila 1945, toliko mesecev po vseh teh smrtih in internacij in tako dalje, so ga iz Žarniša ubili in sežgali tega Jožeta Gorca in njegovega kovirja Rafaela Požarja, spet predmovec, emigrant, mali bol, tako dalje. In v tej Žarni, kjer sta ta dva bila sežgana, je po vsej verjetnosti bilo sežgano tudi drugo Patra Cortese, tako rečeno, nima groba, nihče ne ve točno, ne za dan, ne za način smrti. Neki angleški zapornik, vojak, ki je bil tam tudi v tem podzemlju Gestapa na trgu Oberdan, ga opisuje, ker je bil popolnoma izmučen in tako dalje, kar je slišal s tem, da so je na koncu ustrelili. To je povedala tudi neka gospa, Istenijanka, italijanske narodnosti, ki pa je potem po vojni živela v Gorici. Ona je bila takrat tudi zaprta. Med nekim alarmom so jih z zasliševalnic peljali v to klet, kjer so imeli eminentne zapornike. In tam je za nekimi vrati, tam so spraševali, kdo si, kje si, in so ugotovili, da je tam Patra Cortese, za katero je nekako slišala nekaj. Tam so preselili v redni zapor, on je rekel, čez nekaj dni se je glas, ki so se širili glasovi, so kakšni pazniki kaj povedali ali drugi, rekli, je bil umorjen. Tako da, to je nekaj teh pričevanj. Ampak to je prišlo na dan zadnja leta, ne? Od leta 1995 dalje, ko se je začel ta beatifikacijski postopek, recimo minoriti v Padovini so vedeli Stojenič. Zelo pomembna so bila tista pisma, ki jih je s pridom uporabila gospod Blankato v svoji knjigi, ki jih je Marko dobil od enih sorodnikov, kasneje še več. Nekdo jih je hranil, potem, ko je izvedel, da se raziskuje, jih je prinesel in so izredno dragocena. Tako da ta zgodba je bila tudi zamolčana, tudi nekateri patri so pričali, da niso bili v samostanu vsi navdušeni na tem delu. So se bali, zaradi, tukaj bomo končali vsi nekaj, ampak po tistem, recimo, sploh za stike s Slovenci niso vedeli nič, to, kar je Arko pisal v Argentini, niso mogli oni vedeti v Padovini. Tako da počasi so se vsi ti elementi nekako povezali in se mi zdi, da imamo Slovenci vso pravico in dolžnost, da ga smatramo tudi za našega učence, našega Blaženega. Hvala lepa, tudi hvala za vsa vaša prizadevanja, da nam ta lik osvetljujete, da ga sploh spoznavamo in nam je lahko za vzgled, obenem pa upajmo, da nikoli ne bomo v takšni situaciji, da bi se morali tako dokazovati sami pred sabo in pred drugimi. To so najbrž res zelo težke preizkušnje za vsakega posebej. Bi mogoče še imamo čas za kakšno vprašanje, če je res kratko, če ne bi pa predlagala, da se pogovorimo o neformalnem delu, vas vabim k nakupu in branju knjige, predvsem pa tudi, da širimo glas o njem med svojimi prijatelji, znanci, tudi širše in se prizadevamo za njegovo blaženost. Obenem smo pa vsi skupaj vabljeni na praznik Kristusa kralja, se pravi to nedeljo, na slovesno somaševanje v baziliki svetega Antona v Padovi. Pod vodstvom minoritske province svetega Antona Padovanskega mu bo predsedoval ljubljanski pomožni škof monsignor Franc Šuštar. Tako da lepo vabljeni na romanje v Padovo. Kdaj bo to? V nedeljo. To nedeljo, ob 11. mislim. In
tudi ko gre kdo v Padovo, tudi veliko naših ljudi, tudi avtobusne na Romanja so, naj se tam upišejo v tisto spominsko knjigo, kajti njegova spovednica je zdaj spominsko znamenje, recimo. In tam je knjiga tudi, kamo se lahko piše prošnje, vtisi, mnenja, modlitve, tako dalje. Dobro, da se vidi, da je tudi slovenski del zainteresiran. Najlepša hvala, da ste delili svoje misli z nami. Hvala tebi. Čeprav me dikaš. Zdaj, če že dopadamo.